se je Gospod na začetku pozdravil, tudi sem pozdravil. Sem vesel, da sem danes med vami. Zdaj bi sebe pa vas spomnil na en dogodek, katerem govori danes cel svet. A ste vladni? Papež je na obisku v Afriki. In tole uro, zdajle, tako tudi na televiziji, na drugem programu, boste lahko nazaj gledali, se je srečal in se srečuje z Pedrom Opekom in drugimi slovenskimi misionarji na otoku Madagaskarju. In sem ujel na radiju, morda tudi vi ste slišali, kako pravi Pedro Opeka, kako se veselijo papeža. In da tisti, ki bo imel to srečo, da bo dal roko papežu, se bo počutil tako kot v raju. Zakaj sem začel to razmišljanje? Da bi sebi vam povedal, da je neznansko večji dogodek zdajle tukajle v vaši cerkvi, ker se srečamo s samim Jezusom, papež je pa samo njegov naslednik. Pa ne bomo dali samo roke Jezusu, ampak ga bomo sprejeli tudi v sebi, v srce, nekateri že prispovedi. V Božje besedi je bil med nami in je med nami. V svetem obhajilu bo prišel k nam, v sakramentu bolniškega maziljenja. A se mi predstavlja, da res lahko rečemo, da tole uro, ko smo tukaj, čeprav nam bo na televiziji, pa v časopisu, lahko rečemo, da je to največji dogodek, kar se lahko zgodi. Pa vam predlagam, papež bo vesel, pa Pedro Opeka z misionarji, ne bomo mi dali zdajle evro in 2 in 5 zanje, ki so potreba, ampak dajmo skupaj z eno zdravo Marijo, pa tako počastimo in se zahvalimo papežu, pa tudi misionarjem. Zdrava Marija, milostimo, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, prosi za nas grešne, daj nam našo smrtno. Kot v raju. Rad bi poudaril 3 stvari, ali pa 3 stopnice, da se tudi mi zares podamo v raj. Prva stopnica, ko danes obhajamo praznik Marijinega rojstva, je gotovo Marija. A imate radi? Jaz sem dal to znamenje, da ne bi mislili slučajno, da je prišel škof k vam. Je to znamenje ljudskega kaplana in na tej strani je čudovita podoba brez madežne, na drugi strani pa papež Pij X, to je tisti papež, ki je tako poudarjal pomembnost svetega obhajila, da so takrat v tistem času že z 10 leti lahko pristopili k svetemu obhajilu. Zato sem si nadel. Kot ljudski kaplan imam to možnost, da to nosim, ampak to ne dam vsako nedeljo. To takrat, ko pridem k vam, ko je srečanje za bolnike in tudi, ko obhajamo Marijin praznik. Nič ne vidim, da imate kakšne šopke. Saj, če mama praznuje rojstni dan ali pa god, prinesemo kaj sabo. A ste skrili klopi, imate kakšen bombonero? Vse vedno. Niste pozabili, prinesli pa tudi niste nič. In pa sem se zlagal. Mi smo prinesli sami sebe. Mariji bo to največje darilo za njen rojstni dan. Pa da ji bomo rekli, da imamo radi. Pa da smo veseli življenja
so nam dali tudi naši starši, kot so dali njej. Kdože? Joachim in Ana. Da ste mame in očetje veseli, da tudi v vaših družinah se rojevajo otroci. Da bomo danes tudi Mariji priporočili tiste, ki čakajo na rojstvo otroka. Pa tudi tiste mame, ki ne morejo imeti otroka. Pa tudi tiste, ki morijo svoje otroke. A ni to eno veliko darilo pa pozornost do naše mame Marije. Kje pa je tukaj v cerkvi? A prav vidim, je to ne? No, dajmo jih pogled, vrstimo jih pogled, pa rečemo, Marija, sej nas poznaš, radi te imamo, tvoji smo, prosimo tudi za tiste otroke, ki jih ni tukaj, tudi za tiste mlade, ki so, rekli, ne bomo več mašli, jim ni več za te vrednote. Marija jih nikoli ne bo zapustila, ker njej radi izročamo vse. To ne bo prva stopnica. Obnovimo našo ljubezen do naše nebeške mamice Marije. Drugo, slišali smo Božjo besedo. Rekli bomo, Jezus, ti pa nisi za nas. Tako strog si, da se bomo vsem odpovedali. Celo očetu, mami, zemlji, da najbližje. In moramo sprejemati svoj križ. Jezus je mislil, ne da se obražamo očeta pa mater, ampak da ob vsem tem vemo, da je on največja vrednota, da je najbolj pomemben v našem življenju. Da smo pametni kot tisti naprej, a ne ko je zidal, pa ne bi imel dovolj, pa bi se norca delal z njega. Da smo modri v življenju. Pa še nekaj, če ste porajte v drugem verilu, kje vidim apostola Pavla. Pavel je pisal Filemonu, naj pomaga temu, komu že? Da se zapomni Onezimu, ki ga je imel za sužnja. Prosil je pomagaj mu. Tale starček je prvo rečeno stari Pavel. Prosi Filemona, naj pomaga Onezimu. Ob tem mi pride prošnja, ki jo posredujem tudi vam, da radi uslišujete prošnje tiste, ki se vam priporočajo za molitev. Spomnite se kaj na nas, koliko vam to reče. Tudi vaš župnik prosi, molite za faro, molite za mlade, molite za zakonske pare, molite tudi za rajne, molite za nove poklice. In še tretja stopnica, da bi zares doživeli radost našega popoldanskega srečanja na 23. nedeljo med letom, ki je tudi Marijin praznik Mali Šmarov. Največkrat, ko sem tukaj, da vem, kolikrat sem že bil, ja mimo glede čestitam vaši Caritas, ko smo bili na obletnici tukaj zbrani z nadškofom za lepimi vtisi, sem takrat obljubil, da tudi danes pridem sem. Največkrat na tem srečanju, kaj povem iz papeževe poslanice bolnikom, ki jo zapiše za 11. februar. Pa danes ne bom tega naredil. Čeprav je zelo pomembna, pa bom potem na srečanju vsaj komu dal komplet papeževo pismo bolnikom. Nosimo naslov, zastonj ste prijeli, zastonj dajajte. A ni lepo? Mladi, starejši mladi, duhovniki svojim vernikom
verniki svojim duhovnikom. Včeraj je papež pridigal škofom, je rekel, morate imeti čas za vaše duhovnike. So vaši prvi sodelavci. Rad pa bi se dajle namesto tega pisma omenil eno drugo papeževo spodbudo, je takih 100 strani približno, nosi naslov Jezus živi. In tam piše tudi tole, prav to sodelovanje mladi pa starejši. In takole pravi zelo naravnost. Vse veste, kaj je čovek. Na čovnu smo si mladi in starejši. In pravi papež, starejši naj bi tisti, ki kažejo, kam moramo plut, pravo smer. Tam mladi vse drugo mislijo, ne? Starejši kažejo pravo smer. Mladi pa mislajo. Ajde. Starejši težko v svojih letih zbirilo z vozičkom, še kaj porivajo naprej, pa ne bo to ciza, voz ali pa čoban na reki ali na morju. Pa še nekaj pravi, ker mi je zelo nagovorilo. Papež tudi pravi, da neka mladi ne rečijo, kaj bodo oni ta stari vedeli, kam moramo plut. Pa še nekaj, papež tudi pravi, da starejši pa ne smejo reči tam mladim, kaj vi veste. Morate tako živeti, kako mi živimo. Tako papež in naj končam z iskreno prošnjo Mariji, naj objame svoje ljubeznijo vse nas, ki smo tukaj zbrali. Da bi tudi mi doživeli tole uro, kakor v raju. Včasih mi kdo reče, ne zaradi mene, ki vodijo sveto mašo, ampak zaradi vseh nas, ki smo pri sveti maši. In maša je takrat lepa, ko pridemo razpoloženi za sveto mašo. Ko smo odprti, ko ne gledamo samo na uro, kam bomo šli v štalo, pa kaj moramo še danes narediti, pa kam se bomo odpeljali, pa kaj moramo še danes videti na televiziji. Ampak da pridemo, da bi doživeli raj z Jezusom in z Marijo. Tako naj ona nam pomaga tudi nadaljevanju te svete maše, da bi zares rekli, ko gremo dan. Danes je bilo pa tako, kukar v nebesi. Amen. Najprej bomo izpovedali vero, to je videno na dan. Vir je jedinorodnega Sina Božjega, ki je začetek vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno. Prišel iz nebes in se vtelesel po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil tudi križan za nas, Ponci Pilatom je trpel in bil položen, je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slaviti sode žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po preroki
in eno sveto-katoliško cerkev, priznavamo in krščanje in pričakujem spremenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Ko smo bili nagovorjeni v Božji besedi, smo izpovedali vero jedinega Boga, bomo kajali sakrament bolniškega nasiljenja. Sem prepričan, pa ne zaradi mojih besed, da počasi vsi odkrivamo, da ta sakrament bolniškega nasiljenja ni samo za smrt. Papež pravi, da smo stari na 65 let, lahko enkrat na leto prejmemo ta sakrament. Jaz sem ga že v življenju prijel 7-krat. Pa bi danes, če ne bi bil pri vas, pa še eno srečanje sem na uprednostvah, bi bil danes na Kredencu, kjer je bila sveta maša ob 11. Pa sem malo družba prosta. Torej, sakrament bolniškega nasiljenja nam pomaga v starosti, v bolezni, pred operacijo, lahko žena, ki gre roditi otroka, lahko prejme sakrament bolniškega nasiljenja. In tudi, če še nismo stari, 65 let, če nosimo v sebi velike duhovne rane, veste, so različne bolezni, na zunaj se nič ne vidi, pa je noter zelo razklan, kot rečemo, ranljiv, ima velike stisk, a spati ne more, pa še vse drugo se dogaja. Vse te primeri lahko prejmemo sakrament bolniškega nasiljenja, ne vsak teden, vsak mesec, tako pa večkrat na leto, če se stanje poslabša. Vedno pa dodam zraven tudi, če hodimo tudi k sveti spovedi. Ne, da ste danes opravili spoved, ampak da hodite k sveti spovedi, lahko prejmete ta. In sem vesel, da boste tako misionarji, tudi drugim, da boste povedali, da se ne bodo bali tega sakramenta. In kaj vidim Pedro Peko, isto leto 75, smo imela novo mašo, on dela tam poznanja, da ljudje naprej govorijo, pa učijo druge. Jaz si pa tle, takole skupaj, a ne, Jezusom trudi, da govorim, da potem ni naprej. Ne, da kopnete kamenje, kakor on tam, ampak da z besedo izgledam tudi drugim govorite teh stvari. Sedaj bomo nad bolniške polje na oltarju sklikali zahvalno molitev, boste tudi vi dodali 3-krat hvaljen bolje Bogu. Hvaljen Bogu vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja. Hvaljen Bog, edino rojeni Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni. Hvaljen Bogi Bog. Hvaljen Bog, Sveti Duh, tolažni, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premakujemo naše telesne slabosti. Hvaljen Bogi Bog. Dobri Oče, s tem svetim poljem, odomazidili naše bratje in sestre, spremljaj jih po Kristusu, našem Gospodu. Tako kot za sveto Mihajlo boste prišli, mazili na čelu, rečete amen, potem še na rokah, rečete amen, ministrant pa vam bodo podobico Marije pomagaj, da boste doma zapisali, za spomin, daj ste prijeli sakrament bolniškega nasiljenja. Nekaj časa bomo v tihoti, tako da slišimo bogato vsebino molitve, potem pa lahko s pesmijo slavimo Gospoda in molimo za te, ki bodo prijeli sakrament. Potem pa sledijo prošnje za vse potrebe, ki še nikoli niste slišali, bom končal prošnje s posebno molitvijo za zdravila, ki jih uporabljamo. Kdo od nas pa ima nobene tablete
za zdravila, ki nam pomagajo, da lažje premagujemo vse zdravstvene težave. Tisti pa, ki težko prejde ven iz klopi,